O vojni mi je stara mama, mi ji pravimo mama, pripovedovala sploh, ko sem jo spraševala. Vse bolj po drobcih. 15. decembra leta 1943 je bila tukaj na Gorelku. Tisti dan je umrlo 79 partizanov. Moja mama je preživela. Ime ji je bilo Justina Bunderla. Bila je partizanka iz Koprivnika. Bolničarka v Prešernovi brigadi. Ena redkih, ki so tisti dan ostali živi. Bili so utrujeni, prezebli in mokri. Pred napadom so iz Bohinjske Češnjice prišli sem na Goreljak, nastanjeni v Lovčevem penzionu tukaj na Gorelku. Mislili so, da so vsaj za eno noč na varnem. Straže so bile postavljene, a očitno ne tam, kjer bi morale biti. Napad se je začel čisto nenadoma. Najprej en strel, potem rafali. Nemci so streljali skozi okna in lesene stene. Steklo je pokalo. Krogle so letele povsod. Poveljnikov ni bilo zraven, bili so za tem hribom. Vsak je gledal, kako bo preživel. Mama je bila bolničarka. Ranjenih je bilo vedno več. Obvez je zmanjkovalo. Pomagala je, kolikor je le lahko. Nekateri so ji umrli v naročju. Tako je zapisala sama. Kmalu je postalo jasno, da to ni bil naključen napad. Nemci so natančno vedeli, kje so. Nekdo jih je izdal. Ko se je začelo mračiti, so penzion zažgali, da bi preprečili pobeg. Plameni so razsvetili noč, kot bi bil dan. Izbire skoraj ni bilo več. Mama je poskusila pobegniti. Takrat jo je zadela krogla v stegno. Padla je v sneg. Pretvarjala se je, da je mrtva. Nemški vojak jo je brcnil in rekel: "Ziščon kaput." Ta je že končana. Pa ni bila. Z drugim ranjenim partizanom sta se 2 dni skrivala v Seniku, v Bležini. V mrazu, v bolečinah. Preživela je. Na tem kraju je umrlo 79 partizanov. Moja mama je bila ena redkih, ki so ostali živi. Ta zgodba govori o ljudeh, ki so se borili za svobodo in za pravičen svet. In o tem, zakaj je prav, da se take zgodbe povejo naprej. Če te zgodbe ne povemo, bodo umrli še enkrat, tokrat v pozabi. Sploh danes, ko nekateri skušajo zaničevati partizanski boj in poveličujejo sodelovanje z okupatorjem. Anja, kakšna je bila pa tvoja mama po vojni? Doma? Doma je bila vesela. Zdaj, ko se oziram nazaj, se sprašujem, kako da jo vse te bolečine niso strle njenega duha. Bila je vesela, zabavali smo se, badminton smo z njo igrali. Skratka, vesela mama. Ni se dala. Ne, pogumna ženska. Ja. Kdaj si pa ti nekako dojela ali razumela, kaj je pretrpela med vojno, doživela med vojno? Mislim, da po drobcih skozi moj cel življenje, ampak res po drobcih. Potem pa tam vedno bolj do 28. leta, ko je pa mama umrla. Sploh pa zdaj, ko začnem še bolj razmišljati nazaj, vedno bolj vidim, kaj je to pomenil takrat, kaj vse je preživela. Zakaj si se pa odločila, da to zgodbo poveš ravno ti? Ker mislim, da jo jaz najbolj poznam. Z mamo sva bile zelo povezane, veliko sva se pogovarjali o tem, o življenju nasploh, o različnih stvareh. In mislim, da je prav, da taki, ki poznamo, povemo stvari naprej. Kaj bi pa želela, da gledalec odnese z današnjega tvojega pripovedovanja? Za te ideale, ki so se takrat borili partizani, med njimi tudi moja mama, se je treba tudi danes boriti. Za svobodo in za bolj pravičen svet.